Sindrom policističnih jajčnikov, pa policaj nimajo nobene veze s tem, ne? Ali PCOS je torej sindrom, kjer pravzaprav se pojavljajo različne težave, gre pa za nepravilno hormonsko delovanje, povezano tudi z reprodukcijo in tako naprej. Danes imam torej gostjo, ki nam bo povedala več o tem, torej kako prepoznamo ta sindrom in predvsem kako si lahko pomagamo. Anja Kikl, pozdravljena. Pozdravljena. Torej, ti se že kar nekaj časa ukvarjaš s tem in pravzaprav si našla recept oziroma pripomoček, ki pa deluje. Torej, ženskam lahko pomagaš, gre pa za to, da mora ženska najprej se zavedati, kaj sploh to je, oziroma prepoznati neke simptome. Kateri so to? Tako. Najprej naj povem, da sindrom policističnih jajčnikov je zelo pogosta reproduktivna, torej hormonska motnja. Ena izmed 10 žensk bi naj imela, mogoče celo bi bilo bolj prevalentno, ampak je problem v sami diagnostiki, v prepoznavanju. Zdaj, kateri so tisti simptomi? So na primer neredne menstruacije, aknasta koža. Recimo akne so eni izmed glavnih voditeljev, zakaj ženska začne prepoznavati, da nekaj je narobe, nekaj hormonskega. Sicer pa recimo izostanek ovulacij. Ovulacija pomeni sprostitev jajčeca iz jajčnika. Torej, ko mi ovuliramo, to je glavna stvar, da mi dobimo potem menstrualno krvavitev. In ko ženska začne imeti neredne cikle, se tudi vpraša, sploh če hoče zanositi, kaj je zdaj narobe. In gre ginekologu in ta potem dalje diagnosticira. Sicer pa so še taki simptomi, taka moška poraščenost. To pomeni, da se dlačice bolj konkretno pojavljajo po obrazu, recimo po trebuhu, po rokah so tudi močnejše. In potem ženske tudi se brijejo, depilirajo ali pa hodijo na laserje. Sicer pa tudi izguba las, tukaj v obliki Miki miške oziroma to hormonsko izpadanje. Ker pri PCOS gre za to, da določeni encimi v telesu ne delujejo tako pravilno, ker je v bistvu gensko pogojeno. Mi podedujemo delovanje določenih encimov in potem tukaj lahko pride do komplikacij. Ampak Anja, a se ženske rodimo s tem in imamo to v bistvu od rojstva in potem naenkrat ugotovimo, da pride do težave, ali se to kar čez noč pojavi lahko v katerikoli dobi v bistvu odrasli? Vzrok samega PCOS-a še ni znan, ampak vemo pa, da je večgenska motnja. To pomeni, da je najverjetneje podedovano, ampak se z vplivom okolja, torej te epigenetike, začnejo simptomi pojavljati. PCOS-a je lahko več različnih oblik in s tem mislim, da recimo se pojavlja v blažjih oblikah vse do konkretnejše oblike, ker se pojavlja potem res dosti simptomov in imamo težave z zanositvijo in tako dalje. Sicer, kot pravim, da je to genska zadeva, to pomeni, da mi lahko podedujemo. Ni pa rečeno, ker recimo, ko je ženska noseča, torej mama od ženske, ki ima PCOS, je torej mogoče se med samo nosečnostjo dogajale neke hormonske spremembe, ki so pustile na otročku neke posledice. Torej spet je tukaj vpliv okolja, kako se ti hormoni potem obnašajo v telesu in če bo prišlo do izražanja simptomov. A je to motnja ali je to bolezen? Kaj bi ti rekla? To je sindrom, kar pomeni, da v bistvu še ne poznamo celega skupka simptomov in ne poznamo niti vzroka. Pomeni, da nekateri pravijo, da bolezen, ampak prej neka motnja, ker je v bistvu mi lahko rešujemo z življenjskim slogom, ne moremo jo pa ozdraviti. Rešujemo, zdaj pomeni kaj? Torej, zdaj, glede na to, da imam tudi sama nekaj znank in prijateljic, ki torej so imele diagnosticiran sindrom, pa vseeno so potem lahko zanosile. Torej, se da zadevo izboljšati do te mere, da pravzaprav lahko zanosimo, ne? Ja, močno se da izboljšati življenjskim slogom. Je pa res, kot pravim, torej odvisno, kako močno se izražajo določeni simptomi. Ker ženska, ki ima redne menstruacije, torej ima ovulacijo, ima veliko večjo verjetnost za zanositev, kot pa ženska, ki nima ovulacij. In pri PCOS-u lahko prihaja do tega, da imajo čisto redne menstruacije, ali pa da sploh nimajo, torej imajo, ne vem, parkrat na leto samo ovulacijo oziroma menstruacijo, ali pa sploh nimajo. In mi to vse lahko rešujemo z življenjskim slogom. Zdaj pa zdaj to, ker zdaj nas pa že vse zanima, torej vse tiste, ki imate morda težave oziroma se nagibate k temu, da bo treba nekaj spremeniti, pa morda še niste. Evo, Anja je zdaj tukaj, da nam torej pove, na kakšen način pravzaprav ti svetuješ in kaj se je do sedaj izkazalo za učinkovito? Najprej se vedno sredotočimo na prehrano in v bistvu ureditev cirkadialnega ritma. Kaj mislim s tem je to, da recimo prehrana podpira naše črevesje,
Ne? In PCOS je zelo znan po tem, da imamo disbiozo oziroma neravnovesje črevesne mikrobiote. V našem črevesju je več različnih mikroorganizmov, ampak najbolj so raziskane recimo bakterije, ki pri PCOS-u lahko vplivajo na inzulinsko odpornost. Ne? Čeprav smo mi že gensko mogoče podvrženi tej inzulinski odpornosti, kar pomeni, da naše telo težje procesira glukozo, ne? Naše celice v bistvu ne sprejemajo to glukoze, kot bi mi želeli. Torej prihaja do nekega pomanjkanja hranil. In to se lahko torej dogaja zaradi genske predispozicije, pa tudi zaradi tega, ker imamo mogoče črevesno disbiozo. Ne, in zato najprej gremo, podpremo z prehrano, vnašamo vsa potrebna hranila, da nimamo pomanjkanja hranil, uživamo fermentirane izdelke, zato ker ravno to najbolj deluje na našo črevesno mikrofloro. Potem pa v bistvu še vpeljamo gibanje, ne samo zaradi tega, da bi mi gradili mišično maso, ki je protivnetna, ker PCOS je pač vnetna težava v telesu, ne? Ampak tudi zaradi tega, ker gibanje samo vpliva na našo črevesno mikrobioto, na pozitiven način. In če mi lahko kakorkoli vplivamo na to, ker naše črevesje vpliva tudi na izražanje oziroma na presnovo določenih hranil, tako recimo je glukoza, ampak tudi hormonov. Ne? Recimo en velik del črevesnega mikrobioma je tudi estrobolom, ki uravnava presnovo estrogenov, naprimer, ne? In mi vemo pri hormonskih motnjah, da če je težava v samem črevesju, je težava tudi pri presnovi določenih hormonov. Ampak pri PCOS ni samo to. Črevesje vpliva tudi na delovanje jajčnikov ali pa recimo maternice, odzivnost mikrobioma maternice, maternične stene in podobno, ne? Ko hočemo mi zanositi. Zato najprej podpremo to, torej z gibanjem. Pomembno je, da podpremo telo z spancem, da mi v približno istih časih hodimo spat, približno istih časih se zbujamo, imamo kvalitetno rutino. Ja, ker pri PCOS je tudi zelo znano, da je motnja pri sami izražanju melatonina. To je naš ta spalni hormon, ne? In zato je zelo pomembno, da mi podpremo pri PCOS telo z spancem, kvalitetnim spancem, da je kvaliteten, da se tudi ne prebujamo celo noč, ne? Potem je naslednja stvar, podpremo s stresom oziroma tehnikami zniževanja stresa. Zaradi tega, ker kot pravim, ti vnetni procesi v telesu so še dodatno izraženi, če imamo mi tudi, kako bi temu rekli, povišan stresni odziv telesa. Ne? Mi vemo, da stres deluje... Stres je itak, ja, je hudiček, ne? Ker nam ponoči trena vse, kar lahko, ja. Ja, in preko te povezave, recimo možgani, črevesje, reproduktivni sistem, lahko podpremo telo tudi z tehnikami sproščanja, zato je to ogromen del. Zdaj, če hočemo graditi zdravo črevesje, je potrebno uživati fermentirana živila. Morda tudi pride kak izdelek, kot je mikrobiom 30, tukaj v poštev, zato ker je fermentiran izdelek. To je torej zelo pomembno pri tem sindromu. Torej smo zdaj ugotovili, da je črevesje nekako tista osnova zanimiva, ker sploh ne bi pomislili v bistvu na to. Zdaj, na dolgi rok, ne? Torej to, kar si zdaj vse predlagala, ženske, ki jih torej imaš, ki jih obravnavaš, so potem kaj od tega trenutka, ko stopijo v stik s tabo in se v bistvu lotijo, ne, tega spremembo življenjskega stila, to potem traja v bistvu... Življenjski slog je za vedno. Za vedno, ja, to sem hotela reči, ne. Potem ni teh skakanj gor ali pa zdaj ne bom, ne, kot diete, ne. To je v bistvu res gre za spremembo življenjskega sloga, ki se potem odraža na tem. To me še zanima, ne. Kaj so pa tiste potem glavne spremembe, da v bistvu vidiš, da je zadeva učinkovita in da deluje? V bistvu nekaj časa Menstruacija, kaj potem traja. rata redna? Ja, bolj redne so menstruacije oziroma tudi ovulacije, ne, ker ovulacija nazaj, ja. In potem, ne vem, ali pride do zanositve, ali pride do izgube kilogramov, ali do samega boljšega počutja, ker pri PCOS je, pač to je močno povezano recimo z duševnimi motnjami, tudi kako anksioznostjo. Ja, tako, ne. Tako da se popravijo v bistvu vsi aspekti našega življenja. Ampak je pa res, da pač mi življenjski slog, čeprav mi gradimo, ker je to na dolgi rok, zdaj se pride do setbackov oziroma da malo zaplavamo iz naše poti, ampak če je življenjski slog, se vedno znova vrnemo v to. In ko enkrat začutimo, kaj za nas deluje, je pač v bistvu lahko, ne. Super. Ja, Anja, hvala lepa seveda za vse tele usmeritve, ne, in predvsem veliko nasvetov, ki jih bodo vse tiste, ki torej imate težave s sindromom, zdaj lahko reševali in poskusile. Za več informacij pa seveda obiščite našo spletno stran klepetobkavi.si.